SBC intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni ponovno v SBC podcastu intervju. Moje ime je Katarina Matejčič, danes pa je z mano predsednik nekdanje države pa vlade Državnega zbora stranke Evropski poslanec, torej nihče drug kot Borut Pahor. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu. Ja, hvala za vabilo. Da najprej razčistva, ste boljši voditelj podcasta ali gost? Tako da vem, kateri podcast bo boljši, mol ali vaš. To bomo videli po tem podcastu. Vsekakor uživam v vlogi voditelja. To mi je všeč. Kaj pa sicer pogrešate? Kamere, pozornost, varnostnike v končni fazi. Bili ste navajeni živeti non-stop po nekem soju žarometov, zdaj je tega manj. Pogrešate to? Ne, nič od tega. Edina stvar, ki jo pogrešam, so ljudje, ampak imam toliko vabil, sem hvaležen zanje, da se z njimi dovolj srečujem doma v tujini. Tako da imam še vedno ta živ stik z ljudmi, z njihovimi čustvi, skrbmi, strahovi, upanji. Tudi na številne prireditve sem vabljen za govornika, tako da je ta del življenja pester, da bi pa pogrešal palačo, institucije, pristojnosti, varnostnike, kot so pomenili. Prav nič od tega. To je zame na nek način majhno presenečenje. Ne morem reči, da sem bil čisto brez skrbi, ko se je zaključovala 32 let dolga kariera, ali jo bom pogrešal ali ne. In na moje veliko veselje se je zgodilo, da je ne pogrešam. Verjetno tudi zato, ker sem takoj začel z novimi projekti, ki so tako zelo na nek način drugačni od tega, kar sem počel prej. Na nek način pa seveda omogočajo, da si to znanje, izkušnje, ki sem jih pridobil, lahko dobro uveljavim. Še vedno pa precej svojega življenja delite na Instagramu, tako rekoč ste dejansko influencer, imate skoraj 140,000 followerjev oziroma... Ja, jaz sem razmišljal o tem, da bi na nek način morda nekatera socialna omrežja po koncu kariere tudi ugasnil. Že v času politične kariere nisem skrival, da je šlo tukaj seveda najprej predvsem za propagando, se pravi za političen interes. Potem sem se spraševal, ali bi mi to utegnilo priti prav tudi kasneje. Potem pa z nekaterimi akcijami, ki sem jih izvedel, od prodaje katrce do nekaterih drugih, se je izkazalo, da je to vendarle vhod v medijski prostor, ki je tvoj, ne, ki ga suvereno oblikuješ, tudi urednikuješ, ne, da to vendarle ne zahteva toliko časa in dela, da je to na nek način tudi zabavno in mora biti do neke mere. Tako da sem potem vsa ta omrežja obdržal. Imam približno 300,000 sledilcev, zaenkrat teh medijev nisem komercializiral, ker je bilo to potem še eno ukvarjanje z nečim, za kar zdaj nimam ne volje, ne časa. Tako da, kolikor mi to predstavlja zabavo, je kar v redu, kolikor predstavlja to medij za stik z neko zainteresirano javnostjo, pa tudi, tako da do nadaljnega bom to obdržal. Ja. Videla sem, da objavljate zelo različne stvari. Rekli ste, da mogoče malo pogrešate ljudi. Ravno sem videla pred zadnjo objavo, ki se je nanašala na prostato in enega gospoda, ki je pristopil k vam. Recimo tudi angleški kralj Karel je šel zdaj na operacijo in je to delil z javnostjo in so rekli, da je tudi bilo v smislu spodbujanja ostalih in ozaveščanja. Tudi ta objava vaša se je zdela na nek način taka. No, ko sem se odločil po koncu kariere, da uredim nekaj svojih problemov, je bilo treba urediti nekaj svojih zdravstvenih problemov, ki sem jih zanemarjal, pravzaprav neodgovorno, ne? Zaradi tega, da sem res, vsaj po moje, v redu z odliko zaključil politično pot. Ne? Tako sem si potem uredil nekaj stvari, med njimi tudi problem s prostato, ki se je samo povečeval. In zdravniki so me opozarjali, da se igram in da se lahko slabo konča. No, in v tem smislu sem imel kanček sreče, ker sem še ravno pravi čas prišel v celjsko bolnišnico k dr. Poteki, k enemu največjih strokovnjakov za to, in kljub temu, da so bili neki zapleti, se je vse srečno končalo, ampak takrat sva se tudi z njimi in z drugimi sem se odločil, da bom vendarle javnosti malček bolj odkrito povedal o tem, da se s tem ne gre igrati, kajti to je lahko tudi življenjsko usodno. No, in kasneje potem se je dejansko zgodilo, da je večkrat kdo od meni neznanih ljudi kaj rekel ali vprašal. No, tukaj je pa bila taka prav skoraj anekdota, ne, kajti spraševajo zelo intimne stvari, ne.
potem sem mu pa na koncu vse to povedal in rekel, ampak dajte se obrniti na zdravnika. Kako mislite, da sem na zdravnika obrnil, se ga ne poznam, ne? Sem si mislil, stari, tudi mene ne poznaš, ampak očitno sem mu bil... Pač po vseh teh letih, ko vas je gledal v televiziji, se mu je zdelo, da me pozna. kot da vas skoraj pozna. Ja, je bilo prav lušen. Ne samo Instagram, recimo, dali ste tudi izjavo za skupino Kokosi, za njihovo novo ploščo, morda zato, ker imajo komad oziroma pesem Lukatova mami, pa je malo tudi za vas osebno. Ne, v bistvu me je Luka prosil sin, če bi jih lahko en dan sprejel in sem to z veseljem naredil, ker so modeli in smo vsi skupaj malo uživali. Vse skupaj mora biti spontano. Ne? Zdaj, nekako ta družbena omrežja, dobro, skrbijo malček za brand, za imidž, ker se od tega zdaj tudi deloma živi in z tega vidika je to še vedno pomemben kanal, ampak kot rečeno, deloma mora biti tudi za čisto zabavo in kakšenkrat so lahko tudi nerodnosti. Zdaj mi preprosto ni potrebno paziti na eno stvar, na katero sem moral prej, ali sem to želel, ne biti občutljiv, in to je politična korektnost. Ne. Zdaj sem lahko tudi bistveno bolj svoboden, ne predstavljam nikogar razen sebe in če se zgodijo kakšne nerodnosti, napake, zaradi tega, ker preprosto si tak kot si, ne, se mi zdi, da je to čisto v redu in da to sodi k enemu zabavnemu življenju. Kako zdaj preživljate dneve? Videla sem tudi na Instagramu, da po novem kolesarite, ko ni več katrce, še tečete, s kom, kje? Vedno ste imeli prej varnostnike, tudi ko so bili recimo maratoni, neki te uradni maratoni. No, zdaj že od berlinskega maratona naprej tečem sam, ne. Zdaj se odpravljam na Splitskega. Mislim, da bom letos tekel še boljše rezultate, kot sem jih lansko leto. Mislim, da se je poznalo to, da je z mojih ramen padel ta pasivni stres in da kljub temu, da imam zdaj pravzaprav več dela, več aktivnosti, ne, zaradi ukvarjanja z zavodom, zaradi predavanj, zaradi podcastov, zaradi vsega, kar počnem. Kljub temu je seveda manj tega stresa, ki je prej bil, ga nisem niti opazil, ker ko vi postanete v politiki en tak profesionalc z dolgo kilometrino, se nekako ta stres naloži na ramena in to nosite, ne da bi vedeli. Ne. Ampak ko se je to zaključila, ta kariera, sem pa občutil neko lahkotnost bivanja. Ne. Kljub temu, da kot rečeno imam ogromno obveznosti, ne. Tudi danes se mi spet mudi, ne, in ste bili prej jezni name, ker sem rekel, da moram iti prej. Nisem. Ja, ampak to delam rad in ko jaz delam nekaj rad, delam lahko zelo veliko in me to me nekako ne trpinči, ampak me veseli. Rekli ste, da ne pogrešate predsedniške palače, pa vendarle greste še kdaj tja, greste na obisk k bivšim sodelavcem, ne vem, pozdraviti svoje tajnice, ne vem, protokol, kaj je svetega? Ne, seveda so neke geste v življenju, ki ostanejo, ampak to je bilo prejšnje življenje. In jaz, ko naredim nek nov korak, naredim velik korak. Najmanj, kar bi si želel, da bi se pustil ujeti v neko nostalgijo. Ne. So seveda prijetni spomini, tudi z sodelavci in večinoma prihajajo k meni, sem in tja organiziramo tudi kakšno žurko, vse to seveda, ne. Ampak da bi pa pogrešal palačo, da bi mi bilo do tega, da bi tja šel, prav nič. Ko me je predsednica konec leta ob zaključku tega enoletnega mandata bivšega predsednika povabila k sebi, sem to rad storil, ampak po koncu sicer prijetnega kosila in prijetnega razgovora sem tudi rad šel. Ne, s tem nimam težav. Mislim, da nekdo, ki je profesionalc v politiki, mora ločiti neke stvari. Ne. Mandata je bilo je konec nekega življenja, neke lepe in grde stvari bodo šle z mano, ene kot spomin, druge kot opomin, ene kot navdih, druge kot svarilo. Vse to je zdaj v neki prtljagi, ki mi ni v problem, je v rešitev, ne. In to nesem sabo, da bi se pa, kako je težko zdaj, ne, tega ni nikoli. Pokličete kdaj zdajšnjo predsednico, ji date kakšen nasvet, oziroma glede na to, na zelo zaostrene razmere v tem trenutku, ko se veliko dogaja, tudi pri njej nikoli? Ne, jaz, kot rečeno, zdaj vodim zasebni zavod, to je think tank, mogoče bo še kaj rekla kasneje, ki želi biti najboljši think tank, se pravi inštitut za Zahodni Balkan na svetu. Če to želite narediti v nekaj letih, potem je razumljivo, da to zahteva celega človeka cel dan, ne. 7 dni v tednu. To delam rad, nastaja zares sijajna politična in intelektualna strokovna iniciativa.
Nikoli nikogar ne pokličem, če kdo pokliče mene v tem smislu, da bi komu kaj rekel ali kaj svetoval. Vas je torej ona morda poklicala? Če me ona pokliče, če me celo povabi na prijetno kosilo, se rad odzovem. Tudi če me kdo drug pokliče, vpraša za nasvet, ga rad dam. Tudi če me kdo iz vrhov strank pokliče in mi reče to ali ono, to rad slišim in rad pokomentiram, če me za to vprašajo, da bi pa jaz poklical in rekel, to in to se mi zdi prav in dobro storiti. Ne, to ne. Razen če me kdo, kot rečeno, to prosi. Izrecno prosim. Tudi sem in tja se name obrnejo novinarji, ali bi dal kakšno izjavo ali kaj, recimo tudi zdaj v kontekstu teh dogodkov, in rečem vsem, da notranje politike ne komentiram. Mislim, da celo nikoli še nič nisem rekel, recimo predsednice republike. Ne? Nekaj samo elementarnih stvari o vladi, o nekaterih odločitvah, ki so se mi zdele odločitve, ki grejo čez en mandat. Ne? Drugače pa ne, notranje politike ne, če pa in kolikor se mediji zanimajo za moj komentar zunanje politike, mednarodnih odnosov, zlasti Zahodnega Balkana, bom pa vedno na voljo. Pa vendarle, kakšen komentar na spor predsednica, premier, predsednica župan Janković, zapletla se je v neke, pa ne vem, če so lih zdaj hudi spori, pa vendarle mogoče nesoglasja. Ne bi želel nič komentirati. Jaz sem pač vodil aktivnosti na položaju predsednika republike, tako kot se mi je zdelo, da je prav. Mogoče bi, pa ne da bi komentiral predsedničino delo, ampak rekel samo to, da sem imel po svoje smolo, da sem prevzel vodenje vlade kot ne dovolj zrel in suveren voditelj vlade, dovolj suveren in tudi v težkem obdobju. Ja, in tudi zelo veliko težje, kot je zdaj. To je neprimerljivo. Da pa sem, hvala Bogu, potem prevzel tudi zaradi te izkušnje vodenje države kot predsednik republike v bistveno boljši kondiciji, suveren in popolnoma z jasnim načrtom, kaj želim doseči. Hočem reči, da je poleg te suverenosti, ki jo potrebuje na takem položaju, da so koristne tudi izkušnje. To hočeš nočeš moramo priznati. Seveda, nekdo, ki mlad vstopi v politiko, izkušenj nima, ima nek mladosten zagon, energijo, kar je tudi koristno v nekem političnem prostoru, vendar je od vsega začetka tudi mlademu človeku jasno, da bi bilo vse še boljše, vse še bolj odlično narejeno, če bi imel še izkušnje. Ne? Izkušnje so pomembne, zlasti za vodenje aktivnosti predsednika republike, ker je treba tukaj vnaprej dobro vedeti, kaj želiš doseči. Moči formalne nimaš velike, praktično je zelo pičla. Imaš pa nek položaj, ki ga nima nihče drug. In če razumeš, kako je mogoče na tem položaju, ki je zelo specifičen, edinstven, ne, v politični arhitekturi, če razumeš, kako to, kar si zadal, uresničiti, potem se mi zdi, da ti to lahko tudi rata. Ne? Rekli ste, da je trenutno lažje obdobje kot leta 2008, ko ste prevzeli vlado, pa vendarle v tem trenutku smo, vsaj kar se tiče stavk, v zelo nezavidljivem položaju, kar en tak večji valje, ki očitno ne pojenja oziroma ravno nasprotno, ne, postaja vedno večji. Je možno to sploh rešiti? Vi ste recimo ravno obratno leta 2009 realizirali dogovor o varčevalnih ukrepih v javnem sektorju. Ne. Zdaj so zahteve popolnoma drugačne. Je možno to sploh rešiti? Recimo, sploh kar se tiče zdravnikov, javnost ni na njihovi strani. No, najprej mogoče kasneje kaj več o primerjavi med obema obdobjama. Ne samo spomnim javnost, ki naj jo posluša, da sem leta 2008 prevzel vodenje vlade v času, ko se je Wall Street sesul zaradi nepremičninskega balona, zaradi finančnih in fiskalnih okoliščin v Ameriki in v Evropi, ki so začele pravzaprav navrtati države, med njimi tudi Slovenijo, zelo močno. Zaradi tega je prišlo do finančne, gospodarske, socialne krize, ki je bila prej brez primere in tudi danes prav gotovo nimamo podobnih okoliščin. Poleg tega je bila kriza za Hrvaško, zaradi incidentov na meji. Vse skupaj je zares bilo zelo, zelo težko. Ne? Tudi takrat so bile stavke. Stavke so bile sestavni del vsak dana takrat. Vsi so bili ogorčeni nad razmerami, v katerih smo se znašli, kajti še to bi rad rekel, do leta 2008 se je v Sloveniji zdelo, da gre vse samo navzgor in na bolje. In da je to
samoumevno. Potem smo se pa naenkrat zaradi finančne svetovne krize in Ki je k nam prišla sicer In nekoliko kasneje. kasneje, v začetku leta 2009 je prišla v Evropo in v Sloveniji smo imeli vsoto vseh neviht, ne. Zaradi rekel, nespametnega zadolževanja. Ne. Recimo vaš takratni finančni minister ni čisto zares verjel, da smo v tako veliki krizi. Ne, kot od smo bili, začetka a ne. Jaz sem želel verjeti, da ima prav, pa se je izkazalo, da nima in smo imeli na nek način srečo, da je bil tam tudi Mitja Gaspar in da smo imeli pametne ljudi za svetovalce, ki so nam hitro nalili čistega vina in smo se mogli zelo hitro postaviti na realna tla. Ampak da ne greva nazaj, ostaneva pri sedanjih razmerah. Najprej glede vlade me dostikrat vprašali, ali je mogoče, da bi regenerirala svojo avtoriteto in zaupanje. To je težko, zlasti ker smo že na polovici mandata, ni pa nemogoče, je pa en pogoj. In to je, da vlada pravzaprav spremeni javno polemiko. Zdaj se pravzaprav v javnosti vrstijo polemike o manj pomembnih zadevah, od afer do drugih stvari, ki na nek način poglabljajo nezaupanje do vlade. Če bi pa vlada prišla z nekaterimi reformami, kot je obljubila zdravstveno ali recimo pokojninsko, davčno, kot jo napoveduje, potem bi zaposlila javnost čisto drugimi problemi. Temami, ne? Seveda, tudi o njih bi bila polemika. Samo toliko pa poznam Slovence, da nekaj vem. Slovenci imajo raje mir kot polemike, ampak če so polemike politične, razumejo, da morajo biti, ker imamo demokratični sistem in je tudi v redu, da pride tudi do ostrejših besed, samo če pod pogojem, da se pogovarjamo o smiselnih problemih. To, kar se dogaja zdaj, da se kregamo o nesmiselnih, to pa gre Slovencem zelo na živce in to se bo poznalo vsem, ki imajo karkoli opraviti v politiki. Zdi se mi, da se gleda na stavkovna gibanja v sodniški ali zdravstveni ali drugi sferi preveč parcialno. Tukaj se mi zdi, da, in to je vse, kar bom rekel, bi vlada potrebovala verjetno zdaj en celovit pogled, kaj želi doseči s plačno politiko v javnem sektorju in potem tako tudi voditi vse aktivnosti. Zdi se mi, da vlada zdaj razume, da verjetno ne sme ali ne želi popustiti enemu od sindikatov, eni od sfer, ker bi to pomenilo v bistvu potem Da se grejo na okope vsi ostali, a ne? neko politiko domin, ampak bo pa morala tudi zajeziti na nek način to širjenje nezaupanja in to je umetnost mogočega. Tako da ne bi želel vladi zdaj svetovati in soliti pameti, oni sami morajo pogruntati, kako bodo to naredili, ampak če se na nek način to ne bo zaustavilo, bo prišlo do problemov. Najbolj se mi zdi sporno to, da je vlada tako pohodila odločbo Ustavnega sodišča. To se mi zdi, da je zelo delikatno, ker na koncu ta vlada je prišla za obljubo, da je pravni red nekaj, kar je sveto. Ne? In tukaj gre za odločbo Ustavnega sodišča, ki je poleg tega še smiselna. Mi ne imamo sodnike radi ali ne. Oni so tukaj, so pomembni, morajo biti samostojni, ne more ena veja oblasti določati nečesa, kar lahko omejuje svobodo njihovega dela. Ustavno sodišče je zato poseglo vmes, naložilo vladi odločitev in to, da vlada tega ne razume, je resnejši problem kot recimo zaostrovanje odnosov v zdravstvu za stavko Fidesa. Tukaj bi bilo fajn, če obe strani razumeta, da se to dogaja na plečih pacientov. Ampak zdi se mi, da je premalo volje na obeh straneh, da bi prišli do dogovora, pri čemer ne da bi podpiral ali ne podpiral stavko Fidesa, moram reči, da je vlada dala neke obljube. In mogoče bi v pogajanjih, ker so se zdravniki tudi pogajali leta 2010 in 2011 za zdravstveno reformo, ki je bila potem pripravljena, ampak je vlada prej padla. Vem, da je z njimi težko, vendar se zelo pomaga, če ste iskreni. Nikoli ni bilo lahko. Ja, nikoli ni bilo lahko in tudi nikoli ne bo. Tukaj bi pomagalo, če bi vlada priznala, da ni izpolnila obljube. Ne. To, da vlada glede tega daje glavo v pesek in se dela, kot da ne razume, zakaj zdravniki stavkajo, ni fair. Ne. Zdravniki stavkajo zato, ker vlada ni izpolnila obljub. In zdaj v teh situaciji, ko vem, da vlada ne želi dati neke podpore enemu sindikatu na račun drugega, recimo sindikatu zdravnikov na račun sindikata v vzgoji in izobraževanju, recimo, ne, bi razumel, da to lahko stori pod pogojem, da reče oprostite, ne, v Fidesu. Dali smo obljubo, ki je ne moramo izpolniti. Dajmo videti, kako se da drugače urediti stvari. Kako pridemo skupaj. Kakšenkrat je treba biti samo malček bolj diplomatski pa iskren, ne, reči v redu. Ta obljuba je dana prehitro in brez glavo. Ampak zdaj razumite nas, hočemo urediti cel sistem tako, kot se nam zdi, da bi bilo prav.
in potem dobiti podporo sindikata. Ne smete, a veste, dati sindikatu tega privilegija, da ga pravzaprav razjezite zato, ker nočete priznati, da ste storili Naredili napako. napako v pogajanjih. To, ko gre za velike stvari, to pa si upam reči v diplomaciji, v politiki, domači in zunani, izplača, da takrat, ko je zelo težko, ne, da se pravzaprav zanesete na iskrenost. Ampak zdi se, da se vlada bolj kot z vsem ostalim in sploh reformami ukvarja sama s sabo, ogromno odstopov, ne, tudi prejšnjega ministra za zdravje, pa ministrice za javno upravo, ki bi se morala s tem ukvarjati. Interpelacije, 2 ministrici sta tako rekoč z eno nogo že na drugi strani. Pa nismo niti še na polovici mandata. Vi ste imeli tudi kar nekaj odstopov, 3 interpelacije in pol, a ne, ker ena tik pred tem, da bi bila, pa potem zaradi odstopa ministra ni bila. To je v bistvu za tako kratko obdobje, torej manj kot 2 leti, zelo veliko. No, ampak tukaj z odgovor na to vprašanje bi sklenil moje komentiranje notranje politike, nisem za to poklican. Samo še ena razlika med časom takrat in danes. Takrat so bili referendumi, danes jih nima vlada. Ne. To je bilo... No, je imela, pa je bil trojni uspešen, vi ste bili trojnega neuspešnega. Referendumi o vprašanjih, o katerih zdaj recimo referenduma ni mogoče imeti. Ne. Takrat pa so bili pravzaprav tisti, za katere se je opozicija odločila. Ne. Da ne govorimo o referendumu, o arbitražnem sporazumu, ki smo ga skupaj rekli, da je potreben. Ne. Kadarkoli potem referendum ni bil uspešen, je bila interpelacija, kar se je vprašalo po odgovornosti ministra, ki ni prepričal javnosti za reformami. Ne. Ampak, da odgovorim na vaše vprašanje, ki se mi zdi pomembno. Tudi, če bi imeli še več interpelacij in še več odstopov, če bi bilo to povezano z uveljavljanjem neke politike, potem je to čisto druga stvar, kot če je to stranski produkt odsotnosti politike. Če me razumete, kaj hočem reči. Me razumete? Ni nekih projektov, za katere bi javnost vedela, to in to želi vlada doseči, ker se ne strinjamo, rušimo ministra. Ampak ni tega. Ni strinjanja ali ne strinja, ker ni pravzaprav politik, ni obljubljenih reform, ki bi nekako uredile zdravstveni sistem. Še enkrat rečem, to je zdaj na sami meji vzdržnosti. Ne? In če tukaj ne bo rešitev, se bo dejansko po 30 letih neukrepanja začel rušiti javni zdravstveni sistem. Ker recimo večji odstopi pri vas je bil recimo minister Erjavec zaradi Računskega sodišča in afere Kante, kot je vedno poudaril, pa gospod Lahovnik zaradi Teša, pa recimo gospod Pogačnik, ki je bil celo pridržan skupaj z Jelinčičem, zato ker je pri njemu lobiral, zaradi te, lahko rečemo, kar en bizarnejših afer, bolj mastifi, kar smo jih imeli v zgodovini Slovenije, pa 2 stranki sta vam šli iz vlade, kar precej se je tudi pri vas dogajalo. Ja, gotovo, in tudi veliko teh problemov je bila posledica mojih napačnih ravnanj ali presoj, tega nisem nikoli skrival, napačnih presoj ali ravnanj ministrov in vlade, ampak večinoma, in to je samo poslabševalo nezadovoljstvo in nezaupanje do vlade, gotovo. Ampak marsikaj je bilo povezano tudi s tem, ker smo poskušali neke stvari spremeniti in uveljaviti, za kar nam je šlo, in je to seveda tudi po svoje netilo neko nezadovoljstvo. A veste, če je v politiki nezadovoljstvo rezultat različnih pogledov na pomembne stvari, to nič narobe. Tudi če padajo ministri, tudi če pride do interpelacij, to je politika. To je način, kako se neke stvari odločajo in urejajo. Če pa prihaja do takih odstopov, afer, ki nimajo nobene zveze z urejanjem stvari, ampak so preprosto rezultat neurejenosti, potem pa je to problem za vsako vlado. No, in zdi se mi, da smo se znašli v tej situaciji. No, imeli ste tudi neko vzporednico z današnjim časom. Ministrica Kresalova je imela veliko afero zaradi najema stavbe tukaj blizu za NPU, pa recimo vaša vodja kabineta zaradi nakupa in predvsem obnove hiše v Murglah. Zdaj imamo recimo afera Sodna palača na Litijski. Očitno te nepremičnine so en problematičen del odločanja vladanja. Ne bom komentiral notranje politike. Kaj pa te afere vaše, ki so bile v tistem času? Torej, takrat smo jih pojasnili in zato nosili tudi politično odgovornost. Ste takrat imeli težave z iskanjem novih ministrov? Nekako se zdaj zdi, da nekako premier Golob težko dobi nekoga novega. Kar nekajkrat je čakal tik do konca
izteka roka, ko je mogel predlagati nekoga novega. Ste imeli vi takrat manj problema? Nekako se Proti je zdelo, da koncu je že, bil seveda, ampak to je bilo seveda normalno, zaradi nestrinjanj s celo vrsto stvari, ki smo jih počeli, so počasi začele tudi stranke zapuščati koalicijo in na koncu je bilo seveda zelo težko dobiti kvalitetne ministre in nenazadnje do nezaupnice je prišlo prav pri mojem predlogu za 3 nove, ti niso dobili podpore in tako je vlada padla. Če zdaj pogledate nazaj, katera afera od teh, ki sva jih naštela, je recimo najbolj zaznamovala to vaše 3-letno obdobje, je bil to TEŠ, so bili Bulmastifi, kaj, če zdaj pogledate nazaj, to je 10 let več, neke druge perspektive, za nazaj je vedno lahko biti pameten, pa vendarle, kaj se je vam izdelo, da je mogoče najbolj obremenilo vlado takrat? Ja, ne vem, mislim, da je bil sklop takratnih okoliščin tako kompleksen, da je vse, kar se je zgodilo, je bremenilo vlado. Vse. Nič ni bilo nepomembno. Vse jo je obremenilo. Ampak očitno ne dovolj, da ne bi potem bili 2-krat izvoljeni za predsednika, torej vam ljudje tega nekako niso zamerali. Tudi sami ste rekli, da raje vidite, da vas kličejo Barbie oziroma Barbika, kakor da bi bili Baraba. Ne? Se vam torej zdi, da vam vseeno to ni sledilo? Ne, gotovo so si ljudje zapomnili, da to ni bil lep čas, zapomnili so se pa tudi, da nikomur, tudi meni, ni bilo lahko voditi vlado v tistem času. Neke stvari smo uredili vendarle in to paradigmatsko, danes so odnosi s Hrvaško v redu in brez takih problemov, kot smo jih poznali takrat. Gospodarska situacija se je iz rdeče pomaknila v zeleno, gospodarska rast se je vrnila, vstopili smo v OECD, bili so tudi uspehi, ne. Sprejeli smo spravno zakonodajo, takrat je odmevala huda jama, ne smete pozabiti tega, bilo je potrebno septembra leta 2009 iti tudi za paketom zakonodaje, ki je naslavljal te probleme. Ampak, ko sem se odločil za predsednika republike, sem najprej to dobro in slabo tudi priznal, ni mi bilo težko, vsem je bilo jasno, kaj in kako. Povedal sem pa tudi, da kandidiram za drugačno politično vlogo, kot sem imel, in da sem na to bistveno bolj pripravljen, vem, kaj želim in bom to tudi dostavil. In to sem v 10 letih tudi izpolnil. Za katero reformo vam je žal, da jo niste takrat izpeljali, prej ste omenili recimo zdravstveno, in jo mora tudi zato zdaj vlada ta, ker nikoli od takrat naprej ni bilo res nekih korenitih sprememb, ne na davčni strani, ne na pokojninski, nikakor pa ne na zdravstveni. Katero bi bilo dobro, da bi jo vi izpeljali, pa je danes morda zdajšnja vlada ne bi rabila? No, jaz sem naredil eno napako, tako veliko, iz katere sem se veliko naučil. Tam leta 2010, po referendumu o arbitražnem sporazumu, ko se je torej po letu in pol mojega zelo aktivnega in osredotočenega ukvarjanja za Hrvaško zdelo, da je zdaj končno naposled ta problem za nami in da se lahko posvetim tudi drugim. V tem času so ministri na moj predlog pripravili tudi cele svežnje sprememb, strukturnih reform. In moja napaka je bila, da sem vse odobril in z vsemi šel naprej. To je bila velika strateška politična napaka. Namesto da bi rekel, gremo zdravstveno reformo, morda še s pokojninsko in samo s temi dvemi, smo šli še z celo vrsto drugih sprememb od trga dela, da ne omenjam drugih. To nas je pripeljalo v položaj, ko smo si preprosto odprli preveč front in nismo znali več potem teh front zapirati. Zdravstvena reforma recimo je bila po moje zelo kvalitetno pripravljena. Mi smo pripeljali pogajanja z zdravniki, na koncu, ne vem, če se spomnite, sem jih tudi jaz osebno vodil. Prišel je do zamenjave namreč ministra, se spomnite? Prejšnji se je umaknil, prišel je novi. Ta zalogaj, ki ga je čakal, je bil tako strahovito velik, da so v enem trenutku prevzel tudi jaz neposredno vodenje pogovorov. Takrat so stavkali zdravniki, vseh sort je bilo, medicinske sestre, vse je bilo okoli. In to tudi ni bilo čudno, kajti mi smo pripravili 2 zakona, spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti, gre za mrežo in tako naprej, da ne bom šel v podrobnosti. To je bila pomembna reforma, za katero smo pripravili predlog, in druga je zadevala zdravstveno zavarovanje. Tudi zdaj, Kjer smo spet zdaj, ne? Ja, ne da bi karkoli
komentiral sedanje razmere, ne rečem, da dokler politika ne bo na novo definirala zdravstvene košarice, ne? Košarice dobrin, ne? Pravic. Ni mogoče, pravic, ja, ni mogoče narediti koraka naprej. No, mi smo takrat to naredili, ne? In seveda je to povzročilo strašen, seveda, odmev, ne? In ker sem jaz hkrati prišel, če se spomnite, zdravstveno reformo, s pokojninsko reformo, s spremembo trga dela in še s čim pred parlament, to je bil res, tudi zaradi že počasnega seveda erodiranja vladne koalicije in zaupanja, to je bil upor, ne? To je bil upor, to je bila moja napaka, da sem takrat pravzaprav napotil ministra na to, da gremo vsemi reformami naprej. Če bi jaz takrat izbral samo pokojninsko, bi morda to šlo skozi parlament, potem je padla kot veste, na referendumu, ne? Ampak ne, ironija v politiki je bila, da je leta dni kasneje bila točno ta reforma sprejeta, ne? Je predsednik Janša svojo vlado točno, praktično brez spremembe sprejel, ne, v parlamentu. Zdravstvena reforma je bila tam, ampak poslanci pred volitvami niso več hoteli slišati o njej. Mi je pa žal, da ni šla naprej, kajti tam je bil nek sklop nekaterih prevetritev. V bistvu se je minister takrat boril za to, da bi rekli ne zdravstvena reforma, ampak nadgradnja zdravstvenega sistema. Jaz sem rekel, v redu, reči, kakor hočeš, ampak mora biti take spremembe, da naredijo prvi zdravstveni sistem vzdržen, z finančnega in z drugih, kadrovskih in drugih vidikov, ter da je konkurenčen. Ne, to je bila nova beseda v zdravstvu. Ne. Mora biti konkurenčen. Nenazadnje, takrat so začele prihajati evropske direktive, ki so spreminjale okolje zdravstvenih sistemov in tukaj se Slovenija ni prilagodila. In še danes. Zdaj ne samo rečem, želim vsem, ki imajo opravka s tem, da imajo voljo in pogum in da predvsem jasno vedo, kaj želijo. Ker ni enostavno zdaj vedeti, kaj je potrebno spremeniti in kako v zdravstvu, da ne bi naprej razsuvali sistem, ampak da bi ga počasi spravili skupaj in zgradili. Ne. In tukaj moram reči, da brez zaupanja deležnikov, ne, tudi zdravnikov, tudi medicinskega osebja, ne, ker to so vendarle ljudje v sistemu, ne bo šlo. Ne. In tukaj jih je treba pridobiti, kako bi rekel, na svojo stran. Ne. In še enkrat rečem, po moje z iskrenostjo, biti iskren. Znašli smo se v težkem položaju, zdaj si moramo vzajemno pomagati, nihče ne more dobiti na račun drugega, dajmo poiskati morda manj agresivne rešitve, ampak morajo pa biti dovolj velike, da bodo omogočale, da javni sistem ostane. Rekli ste, šli smo mi naenkrat s preveč reformami, točno to je obljubila tudi ta vlada, ne? Tako zdravstveno, davčno, pokojninsko, javnega sektorja in to zelo na glas je obljubljala, zelo malo je bilo narejenega. Katera med njimi je tista, za katero mislite, da je dejansko jo treba do konca zdravstvena? Ja, zdravstvena reforma je neizogibno potrebna, ker sicer lahko tvegamo javni zdravstveni sistem. Stvari so prišle po 30 letih brez pomembnejših stvari absolutno predaleč. Mi smo tukaj praktično ranili vse vogale javnega zdravstva, od personalnih, kadrovskih, zdravnikov, medicinskih sester, osebja, ki je zaposleno v zdravstvenem sistemu, do finančnih stebrov in vzdržnosti, pri čemer Slovenija niti ne namenja toliko zelo veliko denarja v primerjavi z drugimi javnimi sistemi. Tako da je pa absolutno jasno, da zdaj samo povečevanje obsega finančnih sredstev v sistem ne pripelje do vzdržnih rešitev. Ne, da je bolj produktiven, bolj ne daje več nobenih rešitev. In to je kot da bi zlivali vodo v vrč, ki ima luknje. Tako da treba najprej ker to delamo, ker damo vsako leto. To je zdaj problem in te luknje, ki so pač strukturni problemi, je treba na nek pameten način zakrpati. Priznam, da je to zelo, zelo težko delo. Kot rečeno, ne dajem nobenih nasvetov, ampak iz mojih izkušenj si upam reči, da bi morda bilo dobro, da ne samo vlada, ampak v enem dogovoru z opozicijo izbere dve temi morda, recimo zdravstveno reformo, jaz bi sigurno rekel še poenostavitev poslovnega okolja, odpravo administrativnih ovir, to dvoje. Medtem ko za pokojninsko nas Bruselj, pa IMF, pa OECD nas vsi opozarjajo. Mi zdaj spet lahko našteva vse probleme. Spet, ampak a se bomo vsemi na enak način? Ne, morate določiti neko prioriteto. In jaz bi tukaj svetoval zdravstveno reformo, zato ker je neizogibno potrebna, hkrati pa odpravo administrativnih ovir, ker je to čisto drugo področje,
ki pa dolgoročno potem omogoča državi, da ima toliko fiskalnih prihodkov, da potem finančni sistem proračuna in javnih izdatkov naredi za vzdržnega. Ne. Že dolgo časa nismo imeli vlade, ki bi dokončala mandat, začelo se je pri vas. Bo ta vlada zdržala do konca? Oziroma... Ni se začelo pri meni, tudi Drnovškova vlada je že prej padla. Ja, ampak potem smo imeli neko Demosova vlada je bila prva. Demosova vlada je bila prva, ki je padla. A se spomnite? Ja. Tako da začetka imamo vmes, ta problem. tisto kratko, polletno, ampak potem je nekaj časa bila neka kontinuiteta, zdaj pa od takrat v bistvu nobena ni zares končala. Ne, moramo biti malo bolj pošteni. Pravzaprav je bila vlada, ki je delala od začetka do konca, samo druga Drnovškova vlada med leti 1992-1996, potem pa Janševa vlada 2004-2008. Ti dve vladi v teh 30 letih sta bili edini vladi, ki sta bili ves čas, drugače pa od začetka, od Demosove, Peterletove vlade, preko tretje Drnovškove vlade, moje, Ropove, ne, in tako naprej, so vse vlade praktično. No, ampak od takrat naprej pa tudi nismo imeli nobene več, ki bi dokončala. Bo ta? To ne vem, ne veva. No, glede na situacijo, kaj mislite? Ne bi ugibal, ampak vem pa, kaj se mi zdi, da je pogoj za to, da to naredi, kot sem vam rekel, da si postavi nek realen cilj, ki ga zasleduje in spremeni pravzaprav javno diskusijo, ki je zdaj neplodovita, ne, v neko, se mi zdi, ko bi rekel, koristno javno polemiko o stvareh, ki nas dejansko tarejo. Kaj v tem trenutku v bistvu najbolj ogroža? Ne? Opozicija, seveda je opozicija, ampak ni nekih strašnih ekscesov. Se pa zdi, da je precej nesoglasij na relaciji SD Gibanje Svoboda, predvsem pa v zadnjih veliko nesoglasij v nekoč vaši stranki. Poznate akterje, pa vendarle. Ne bom komentiral tega. Se vam zdi, da je šlo mogoče malo predaleč ta obtoževanja? Je to nekaj, kar bi morda bilo bolje delati za zaprtimi vrati oziroma zaprtimi stenami? Kot rečeno, bom komentiral to. Se bo to razrešilo? Poznate ljudi? Tudi to ne? Komentiral. V redu. Da se vrnemo k vašemu delu, zdaj konec decembra ste rekli, ste tudi s kosilom v predsedniški palači končali to enoletno obdobje nekdanjega predsednika. Pisanje nekdanjega predsednika. Zdaj imate svoj zavod Prijatelji Zahodnega Balkana. S čim se bo ukvarjal? Videla sem, da imate prostore v centru z lepim pogledom in to. Kaj bo počel? Rekli ste, da upate, da bo dober think tank. Kaj je naš cilj je, da postane v nekaj letih, recimo 3-4 najboljših think tank na svetu za Zahodni Balkan. Da bi to postal, ga se moramo zdaj trdno vzpostaviti, finančno, kadrovsko. Počasi se bo to tudi zgodilo, kot se zdi, kajti podpore finančne in drugačne se utegne biti ravno dovolj, da dobimo najboljše ljudi za naše delo. Ravno zdaj končujem z vzpostavitvijo svetovalnega odbora, potem pa bo pravzaprav zavod lahko absolutno učinkovito začel delati in prva velika reč, s katero se bo predstavil domači in svetovni javnosti, bo tukaj mednarodna konferenca v drugi polovici aprila, ki bo naredila neko revizijo širitvenega procesa Evropske unije, zlasti za Zahodni Balkan. Šla pa bo tudi za neko iniciativo politično za ustanovitev ekonomske skupnosti Zahodnega Balkana, to bo velika reč. Tako da si obetam, da bomo pridobili s trdim delom nek ugled, ki ga bomo, kot rečeno, tudi zaslužili. Jaz sem se z Zahodnim Balkanom ukvarjal 15 let kot predsednik vlade in kot predsednik republike. Mislim, da poznam probleme, poznam tudi priložnosti. Kot sem rekel v enem intervjuju za francosko televizijo, mi želimo tudi prevajati čustva kot inštitut. Mislim, da tega kakšen drug inštitut v Evropi ali v Ameriki, ki se ukvarja z Zahodnim Balkanom, ne zna ali ne zmore. Mislim, da mi to znamo, kolikor ne jaz in moji sodelavci, pa tisti, s katerimi bomo delali. Kajti gre za to, da poleg vseh ocen razmer stvarnih, vi na koncu pogledate vse skupaj še skozi psihologijo ljudi, skozi njihovo čustvovanje, priložnosti in problemov, in to se mi zdi, da bomo mi dovolj dobro znali, da bo to atraktivno in zanimivo. To je zasebni inštitut,
Seveda potrebujemo donatorje in Slovenski poslovni klub je bil eden od tistih, ki je to takoj prepoznal in nam tudi pomagal, za kar smo mu neskončno hvaležni, in bom poskušal s svojim znanjem in delom tudi podjetnikom, ki so v Slovenskem poslovnem klubu, vrniti njihovo zaupanje za svojim delom. Cilj tega zavoda je seveda nekako pridobiti javna mnenja v tej regiji za spravo. Tega zdaj ni. Pravzaprav se nihče od velikih inštitutov za spravo v tem področju ne ukvarja. Meni se zdi dramatično, da ima za spravo v tem področju sveta več razumevanja ameriška politika kot evropska. Evropska je nastala na osnovi sprave po drugi svetovni vojni, pa zdaj želi v bistvu pomagati do miru in varnosti samo z denarjem. Denar je pomemben, ni pa vse. Ameriška pa razume, da je potrebno tukaj vendarle nastaviti neke nove poti za razumevanje med narodi, ki bodo omogočili, da ne bo stare zamere povzročile novih konfliktov. Drugič, torej sprava, mirno reševanje sporov, sodelovanje, kot rečeno, gospodarsko in politično. Tukaj se mi zdi, da lahko naredimo marsikaj, vse pa zato, da bi ta cel prostor pristal v Evropski uniji čim prej. Kaj so v tem trenutku glavni izzivi Zahodnega Balkana? Trenutno se zdi na srečo, da je tam malo manj problemov, seveda, če pogledamo zdaj ampak cel primerjavi z svet, Ukrajino in Bližnjim Ukrajino, vzhodom. pa Bližnji vzhod, pa Rdeče morje, pa Tajvan, pa letos pol zemlje gre tako rekoč na volitve, stvari se lahko precej spremenijo, ne? Tudi Amerika. Nekako se zdi, da je relativno mirno na Zahodnem Balkanu, seveda, hvala Bogu. Mi imamo 55 vojn v tem trenutku na svetu. Imamo dramatično zmanjšanje zaupanja v mednarodni politični in pravni sistem. Imamo povečanje nezaupanja med dvema glavnima političnima in gospodarskima ter vojaškima silama, Washingtonom in Pekingom. Hočem reči, da je cela vrsta okoliščin, zaradi katerih moramo biti bolj zaskrbljeni, kot smo sicer. Pa dodatno, ko gre za Zahodni Balkan, ne moremo reči, da grejo zdaj stvari na boljše, ampak grejo tudi tukaj na slabše. Cela vrsta razlogov je, zakaj se to dogaja, ampak predvsem moramo razumeti, da grejo na slabše. Da zdaj tam ni mir in varnost in bo tako ostalo, tudi tam utegne iti stvar v napačno smer, če ne bomo dovolj hitro reagirali. Reagirali pa nekaj načinov, kako sem povedal prej. Vsaj kar se politike tiče, ste naredili tako rekoč vse, ne? Prej sem že v uvodu rekla, od poslanca, predsednika stranke, evropskega poslanca, predsednika državnega zbora, vlade, države, zdaj imate svoj zasebni zavod. Je še kakšen drug izziv? Napisali ste knjigo. Kaj vas v tem trenutku še žene? Je zavod ključna stvar? Zavod je ključna stvar, absolutno. Če se vi odpravite na to, da naredite neko stvar najboljšo na svetu, potem to terja ogromno časa in tukaj morate biti preprosto perfektni in 100%. Tukaj je malo prostora za kakšne velike napake in ko imate opravka z najbolj pomembnimi odločevalci na svetu, glede stvari morate tudi vi dostaviti, morate upravičiti ta visoka pričakovanja, ker veste, če recimo zdaj, ko vabim sem nekaj ljudi za eno stvar še pred to mednarodno konferenco, da o tej konferenci ne govorim, in sprejmejo vabilo in pridejo. To pomeni, da vam zaupajo, da praktično en telefonski pogovor zadostuje, da jih prepričate, da pridejo na neko konferenco ali okroglo mizo o Zahodnem Balkanu, ki jo pripravlja recimo v Sloveniji univerza ali pa Evropska komisija, in vi posredujete pri tem in sprejmejo vabilo in pridejo. To pomeni, da imajo v zaupanje, ne? Da boste to naredili tako, kot pričakujejo. To pa terja enega ogromnega dela in drobnih mikropriprav in vse to je treba narediti in v tem uživam. Če ne bi užival, bi vedel, da sem se lotil projekta, ki mogoče ne bom kos, ne. So problemi, ampak jih sproti rešujemo in nastaja neka čudovita zgodba. In se mi zdi, in to bi rad povedal, ne bi rad bil sicer preveč, kako bi rekel, preveč optimističen, ampak tukaj se niso, ko smo ustanovili zavod, zelo naklonjeno zganile samo institucije. Niti ne samo v regiji, ampak tudi v sosednjih državah in v evropski in drugi politiki, ampak sami ljudje v regiji so se zbudili. In mi dobivamo take odzive, da vem, da so tukaj od ljudi, ne,
običajnega delovnega človeka v Bosni ali pa v Makedoniji ali pa recimo iz Srbije, ne, da so tam neka pričakovanja glede zavoda. To se mi zdi najbolj, se mi zdi zame, kako bi rekel, neka obveznost, ne, da dostavim, da bom nekaj res naredil, da še mi ne bomo razočarali teh ljudi. Če oni vidijo neko upanje v nas, ne. Pazite, oglašajo se ljudje, ki rečejo, a mi lahko kaj prispevamo za to, da boste vi delali. In kako mislite, boste prispevali? Ja, finančno, počas bomo mi že zdaj dobili druge, ne. Ampak tako neko vidite, da recimo, a veste, tak preprost človek, ki ima res željo, da se neke stvari uredijo za njegovo družino, da je pripravljen celo v vsej tej skromnosti in problemi, ki jih ima socialni, sam prispevati nekaj, samo zato, da bo res nekje zatlelo neko upanje. Pol veste, da so vam naložene neke odgovornosti, ki jih morate opravičiti, ne. Kaj pa slovenska politika, sploh zunanja, recimo zunanje ministrstvo, zunanja ministrica, tudi pri njih kaj posluha? Ja, mislim, da imam ves potreben posluh, se ne smem absolutno nič pritoževati pri zunanji ministrici, pri predsedniku vlade, pri predsednici republike, absolutno tukaj ni nobenih zadržkov. Rekli ste, da ne želite biti preveč optimistični, pa vendarle, če si lahko želite in bi rekli, čez 10 let bo zaradi vašega inštituta na Zahodnem Balkanu drugače kaj? Najprej bi si želel, da ostane mir, da ostane vsaj relativna varnost, ki smo ji zdaj priča. Čez 10 let bi pa rad videl celoten Zahodni Balkan v Evropski uniji. Ni nujno, da se bo to zgodilo. Mislim, da je v veliki meri to odvisno tako od regije, kot tudi od Evropske unije. Največ od posamezne države je odvisno od Srbije. Če Srbije ne bomo uspeli... Bosna je blizu Srbija. Gotovo, Bosna je poseben in morda celo bolj kompleksen problem kot Srbija, ampak Srbija je v tej diskusiji zdaj o širitveni politiki bistveno zato, ker jo Rusija vidi kot svojo zaveznico v tej regiji in bo poskušala storiti vse, o tem sem prepričan, da Srbija ne bo spustila, če se bo le dalo, v Evropsko unijo. In tudi tamkajšnja politika z izjavami nikakor ne nakazuje na to, da bi se želela priključiti. Za Rusko federacijo je celo vključitev Srbije v NATO manj problematična kot vključitev v Evropsko unijo. Kajti tukaj sicer izgublja Ruska federacija pravzaprav nek prostor, ki je pravzaprav odskočna deska za njen političen, gospodarski in drugačen vpliv, ne samo v regiji, ampak širše v svetu. Srbija ima v svetu neko pozicijo. Tukaj so tudi drugi igralci, Turčija, Kitajska, države zaliva. V tem smislu je Srbija tukaj ključnega pomena in zdi se mi, da se evropska politika ta hip najbolj ne znajde v odnosu do Srbije. Po eni strani bi jo rada imela na svoji strani, po drugi strani zelo rada kritizira Vučićev sistem, tudi upravičeno, ampak ne morete, tudi Evropska unija ne more sedeti na dveh stolih in reči, mi smo zelo nezadovoljni za srbsko politiko, ampak po drugi strani pa jo želimo imeti v Evropski uniji. Morate izbrati nek pravi pristop, da na koncu dobite tisto, kar želite, in mislim, da je to vstop Srbije v Evropsko unijo. Bo pa težko. Kaj pa recimo hrvaška politika, ravno v vašem času je bila arbitraža zelo, zelo pomembna stvar. Kakšni so zdaj odnosi recimo s Hrvaško? Tega dela nikoli nismo zares dokončno rešili, ne? Ja, ampak ko danes pogledam, ne me razumeti napačno, to spremembo, ki je nastala po arbitražnem sporazumu in to na boljše, ne me narobe razumeti, ko pravim, v redu, vprašanje meje še ni dokončno uveljavljeno, zato ker ni pač meddržavne komisije, ki bi določila mikropotek meje na terenu, na morju je določena, ampak z odločitvijo sodišča je meja določena. Zdaj ni označena, ne, v naravi, ampak to se bo enkrat zgodilo, ko bojo prave okoliščine. Ampak tisto, kar je arbitražni sporazum prinesel v odnose med obema državama, je bila neka sprostitev napetosti, ki so jo prej vzdrževali incidenti. Tega ni bilo več. Začelo se je normalno gospodarsko, pa potem tudi politično in nenazadnje čisto medčloveško sodelovanje. Danes imamo na vzhodu, na jugovzhodu eno prijateljsko, dobrososedsko državo in za eno Slovenijo, ki ima 4 sosede, je ta, s katero imamo najdaljšo mejo, ta prijaznost, naklonjenost, dejstvo, da je v Evropski uniji, v Schengenu in tako naprej, je samo privilegij za naše nacionalne interese. Če zdaj pogledate nazaj na celo to politično kariero,
kaj vam je najbolj žal, kaj bi recimo spremenili, če bi zdaj lahko se odločili eno stvar spremeniti in zapeljati drugače? Mislim, da so to taka zanimiva vprašanja, ampak da so odgovori zelo tvegani. Pač tako se je odvijalo in zakaj ti je lahko žal? Žal mi je za tiste odločitve, ki sem se jih ustrašil zaradi premajhnega poguma ali pa vztrajnosti, ne. Če pa se je kaj zgodilo, kljub temu, da sem pogumno sprejel neko odločitev in pri njej vztrajal, za take stvari mi ni žal, tudi če se je izkazalo, da ni bilo vse v redu. Tako da, ko pogledam za nazaj, imam za naprej eno izkušnjo in to je, da kakšenkrat je treba v življenju za velike stvari tudi kaj tvegati, biti pri tem vztrajen, uspehi ne pridejo takoj, kakšenkrat imaš prav in se stvar posreči, kakšenkrat pa nimaš prav in se stvar ne posreči, tudi to je življenje, ampak najslabše je, in tam ni zadoščenja, če se nekaj ne posreči zato, ker nisi bil osebno pogumen, ampak ker nisi bil vztrajen. To pa veš, da je tvoja napaka v osnovi in tle se ne moreš izgovarjati na nič, ne. Ker kakšenkrat, če nekaj sprejmeš in si za nekaj prizadevaš, se morda sfiži, ampak zato, ker je bila cela vrsta okoliščin, ki je pač onemogočila uspešen razvoj tvoje zamisli. Ampak če niti ne sprejmeš, ne, odločitve, zato ker nisi pogumen, ne, to pa mislim, da je stvar za eno obžalovanje, ne. Bi torej z današnjimi izkušnjami bili boljši predsednik vlade, kot ste bili leta No, 2012? gotovo bi te izkušnje bile zelo koristne, ne. In celo ne mislim, da je bilo samo pomanjkanje izkušenj bistveno za slabše vodenje. No, saj ni bilo vse tako slabo, ampak za slabše vodenje. Jaz sem nenazadnje, če primerjate potem predsedniki, ki so prišli za mano, predsednice in predsednike vlad, vendarle imel bogat obseg teh izkušenj. Bil sem 10 let slovenski poslanec, predsednik parlamenta, evropski poslanec, to ni bilo tako malo, ne. Šef stranke, ne. Skratka, 18 let sem bil že takrat v slovenski politiki, ne, globoko vseeno od enega nastanka države, ne. Tisto, kar je bil pri meni problem, je, da sem bil sicer suveren voditelj stranke, ampak ne pa tudi suveren voditelj koalicije. Kajti že takrat so bili ti centri moči, ne, ki jih imamo tudi zdaj, tako močni zunaj, da so ti veliko bolj vplivali na potek nekaterih stvari, kot je to uspevalo meni, medtem ko sem pa to spremenil bistveno, ko sem bil predsednik republike. Takrat pa ti centri moči name niso imeli takega vpliva, kot so ga želeli, in sem to za svojo suvereno pozicijo in s tem, ker sem točno vedel, kaj bi želel, to blokirati. Podobno vprašanje v kontrasmer, stvar, na katero ste najbolj ponosni oziroma za katero mislite, da vam je pa najbolj ratala, uspela? Ko sem bil predsednik vlade? Ne, na splošno v teh 30 plus letih, odkar ste bili v politiki. Jaz mislim to, da so nekatere temeljne premise mojega političnega delovanja bile od samega začetka in so se samo krepile, kot so dialog, sodelovanje, želja, da pridemo do enih smiselnih kompromisov. Seveda, tako ravnanje dostikrat spominja tudi koga na nemoč, na šibkost, ne. V Sloveniji je dostikrat kompromis razumljen kot šibkost, ne kot uspeh ali pa kot moč, ne. To, da nisem bil nikoli surov, da nisem nikogar žalil, to, da nisem nikoli hotel sam prekiniti dialoga, če ga le ni sogovornik. Temu sem bil nekako, v to sem bil prepričan vsa leta svoje kariere. To sem zelo, zelo ponosen, da zaradi tega sem šel v politiko in tukaj sem tudi neke stvari dejansko uveljavil, ker sprave in takih stvari, teh korakov, ki smo jih naredili, brez tega ne bi mogel naprej. In še nekaj vam rečem, mi bomo v Sloveniji priča nekemu precejšnjemu strukturnemu preobratu v politiki, ne. Ta preobrat je najprej predvsem, ne pa izključno povezan z iztekom časa, ki mu je dala glavno obeležje tranzicijska levica, ne. Ti centri moči, ki so bili na nek način ves čas zunaj sistema in so imeli svoje zgodovinske korenine v prejšnjem sistemu, tako kapitalsko kot, če želite, politično, ideološko, ne, skozi institucije, skozi kadre, ti centri moči počasi ugašajo. Seveda bodo poskušali nekateri to regenerirati, vendar v takem obsegu nikoli več ne bo uspešno. To bo imelo ta začetek konca te tranzicijske levice, ki smo mu zdaj priča, bo botroval tudi spremembam na desni sredini.
Vse skupaj bo v nekaj letih privedlo do nekih precej velikih transformacij v slovenski politiki. In deloma bomo tudi priča mogoče nekemu takemu čudovitemu kaosu, ki bo pa, tako kot konec 80-ih let, ne, proizvedel pa, to sem pa prepričan in tukaj želim ostati optimist, želim to verjeti, bo ustvaril neko novo, se mi zdi, zelo obetavno politično in gospodarsko podobo Slovenije. Se vam zdi, da ljudje zdaj bistveno manj zaupajo politikom, kot so recimo v 90-ih? V začetku 90-ih let je bilo zaupanje v politiko res izjemno. To je bil, se mi zdi, zenit, vrh neke politike, ki je prvič pripeljala do demokracije, drugič do samostojne države. Lahko rečemo mirno tudi še do Evropske unije in NATO. Teh čudovitih 15 let, ne, od 89 do 2004, teh čudovitih 15 let je z vidika zaupanja v politiko težko ponovljivih. Ne. Politika je takrat, ne glede, da dela veliko slarije, napake, afere, vseh sort, ne, ampak javnost je bilo jasno, zakaj gre. Ne. Medtem ko potem so se začele resnejše težave in jaz mislim, da ko bo enkrat, in to sem prepričan znova, da bo to politika to moč znova imela, ne, ko bo stopila pred ljudi in rekla, glejte, v tej situaciji smo se znašli, ampak to je zdaj naš cilj. Ne. Tako kot smo rekli, taka demokracija, neodvisnost, Evropska unija, NATO. Ko bo tako stopila pred javnost in rekla, to bomo naredili. Ne. Bo težko, bo morda celo zelo težko. Samo vrnil se bo ta optimizem, ne, ta vera v prihodnost v Slovenijo, ki jo zdaj vsi malček pogrešamo. Ni pa razlogov, da bi zdaj bili, kako bi rekel, do konca razočarani in mislili, da je vse narobe. Slovenija vendarle zaenkrat v situaciji, ko lahko sami sebe, ne, še vedno pametno upravljamo, če le hočemo. Pred kratkim je psihiatrinja dr. Breda Jelen Sobočan rekla, da je vaša izjava "to mi dela miška mala" bila v bistvu zelo slaba za politiko in politike in da je šel s tem naš politični kapital od te izjave samo še navzdol. Tudi zato, ker nihče ni tega razen medijev pokomentiral. Se strinjate s tem? No, ne vem, če je imela tak dramatičen učinek, nikoli nisem imel občutka. Je pa bila nek sin svoje dobe, neke dobe, ki se je takrat zaključevala. Ne. Ona je rekla, da je bila s tem storjena neprecenljiva škoda politiki nasplošno. No, jaz ne mislim, da je bilo tako strašno hudo, gotovo ni bilo dobro, zato sem se tudi opravičil, da bi dajal pa temu tako dramatične razsežnosti, pa ne bi. Torej, ni to krivo za nezaupanje v tem trenutku. Mislim, da so drugi bolj. Ne podcenjujem pomena te izjave, kot rečeno, je nekako bila ta neprimerna izjava. Nek zadnji resentiment nekega časa, v katerem je bilo mogoče še kakšne stvari reči, ki zdaj niso primerne. Ne. Tako da. Se pa danes recimo na raznih omrežjih in podobno reče veliko stvari, ki se jih včasih ni, ne. Vse naveljalo, da je politik, nek gospod, ki ve, kaj govori, torej, in zdaj ne napiše, kar mu pade na pamet. O tem pišem v knjigi, ne gre samo za socialna omrežja, gre sicer za javno razpravo v demokratičnih družbah. Ta politična korektnost, ne, ki se mi zdi spridila v zadnjih 10 letih, 15 v evropski in tudi zahodni politiki, do te mere, da je postala podcukrana. Preprosto ni več postala verodostojna. Ta jezik je sicer postal bolj olikan v establishmentu, ampak je postal neiskren. To je izkoristil tisti, ki je bil zunaj establishmenta in proti njemu, ne, in je vrgel rokavico politični korektnosti, ne, z drugačnim načinom komuniciranja in danes žal, ne, ljudje tej komunikaciji bolj zaupajo in v svoji knjigi pravim, da je to mogoče na dolgi rok rešiti samo za eno preobrazbo tudi liberalne politike, ki mora razumeti, da ta starodavni presežen model politične korektnosti ni več, kako bi rekel, ne samo v modi, ampak ni več produktiven, ker je načel bistvo demokracije, to je pa svobodo besede. Najlepša hvala za vaš čas, seveda vse dobro in uspešno z vašim zavodom. In še enkrat hvala. Hvala vam. To je bil še en SBC podcast intervju, tokrat z nekdanjim večkratnim predsednikom Borutom Pahorjem. Vabljeni k ogledu, poslušanju in pa seveda srečno do naslednjič. SBC intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.